V Pokrajinskem muzeju Celje so bogatejši za novo zbirko predmetov, ki so bili najdeni čisto po naključju. Gre za eno redkih najdb, ki je dobila svoje mesto v prvem nadstropju Knežjega dvorca. Kot ste lahko videli, te najdbe resnično niso pogoste, tako da v Sloveniji imamo podoben tip čelade Negovske samo Narodni muzej v Ljubljani in podobne najdbe ima tudi Novomeški muzej, ker so mogoče malenkost bolj pogoste, kakor so tukaj na Štajerskem. Čeprav se imenuje Negovske, kajti leta 1811 so pri Negovi odkrili eno veliko gomilo, v kateri je bilo za tiste čase, mislim ne za tiste, bilo je takrat 18 čelad odkritih, kar pa seveda v tem primeru ni bilo. Gre za različne manjše predmete in nekaj večjih kosov, med katerimi najbolj izstopa čelada. Gre za prehod 5. v 4. stoletje pred našim štetjem. Gre za mlajši del halštatske kulture, to se pravi starejša železna doba. Gre se za elitni bojevniški grob z negovsko čelado in prečudovito kavlasto pasno spono in seveda še drugimi drobnimi pridatki, kar vidite tlele od zadaj. Kje in kdo pa je pravzaprav našel te predmete? Tu je pa v okolici Hrastnika bilo najdeno, najdel je pa gospod Pečar, ki slučajno me poklical, jaz sem javila na zavod in v trenutku smo se začeli tudi pogovarjati, vsi so se bili enotni, da to ne morajo biti kopije, no in potem smo še vse skupaj prečekirali na terenu samem, poiskali ta grob, ga do konca odkopali seveda, ker on je samo čelado ven potegnil, pa spono drugo je pa še bilo noter. In za kakšne grobove pravzaprav gre? No, to so grobovi iz tega časa, so v planih grobiščih in pa skeletni pokopi. Prav značilni, medtem ko ima dolenjska skupina v zgodnejši polovici starejše železne dobe značilne gomilne pokope, ogromne gomile, kjer so grobovi locirani v krogu. Te gomile ležijo pod gradišči, lahko jih je pa poveč skupaj in sklepajo, da bi to bili nekakšni klani. Bojevniški grobovi se pa pojavljajo tako v teh skeletnih, te mlajši, ne v gomilah, medtem ko starejšimi čeladami, dvogrebenasti pa tudi v gomilnih pokopih. Prav posebej veseli najdbe teh predmetov so bili na Direktoratu za kulturno dediščino, saj so pred leti sprejeli sklep, ki se je sedaj pokazal za upravičenega. No, še posebej nas pri tej najdbi veseli način, kako smo prišli do teh predmetov. Kajti na Ministrstvu za kulturo smo leta 2013 pripravili novelo Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki je predvidela tudi nagrado poštenemu najditelju arheološke najdbe. In to je v bistvu prvi tak primer, da smo z neko primerno odškodnino najditelju se oddolžili za njegovo poštenost in dobronamernost, da je to najdbo prinesel v muzej in na zavod. In to nam kaže, da je bil ukrep, ki smo ga takrat sprejeli, pravilen.